Trenutno predstavljam zadnji cikel slik z naslovom Metaverse v hiši kulture Pivka. Vsebino sem oziroma sam naslov sem črpal iz sodobne tehnologije vizualne kulture in prenosa realnosti v 3D svet. Kot vemo, se je že sam Facebook preimenoval v Meta, ker že nakazuje nov vstop v razširjeno 3D realnost na internetu. Predvsem me pa tudi zanima univerzum kot tak, iz česa je sestavljena materija, kaj je bistvo vsega, kaj je energija, kaj je valovanje in v povezavi s tem tudi virtualni svet, kako nekako dojemamo realnost, ali gremo bolj v namišljeno, bolj virtualno realnost, ali postaja ta virtualnost bolj resnična od vsakdanjosti. Nekako vidimo, kako se novejše, mlajše generacije nekako stapljajo z digitalnimi mediji. In vzporedno z tem stapljanjem z digitalnimi mediji se dogaja tudi neka vizualna kultura znotraj njih, predvsem na družabnih omrežjih, kot je na primer Instagram, kjer v bistvu se je nekako zadnje čase pojavila neka zanimiva estetika, ki bi jaz, na primer, to je moj izraz, temu bi rekel generična lepota ali generična estetika, generic beauty. V bistvu že skoraj spominja na nek kozmetični salon. Ampak gre za neko producirano tehnologijo, ki uporablja principe kolaža in z določenimi algoritmi in z hitrimi posegi v samo aplikacijo ustvarja hipne rezultate, ki so nekako zelo všečni in zanimivi. Na nek način, čeprav so generični, nimajo. Se pravi, ta estetika se aplicira lahko na več podob in vsak lahko pride do podobnih rezultatov, nima nobenega avtorstva. V tem smislu avtorstvo je bolj povezano z samo to generičnostjo določene aplikacije oziroma z algoritmom, ki ustvarja te podobe. No, zdaj pa, kako se zdaj to aplicira na to razstavo? V bistvu, ko sem nekako v določenem trenutku prišel do nekih podob, ki vsebujejo elemente povezane z raziskovanjem vesolja, sem opazil, da so to v bistvu zelo podobe, ki so zelo popularne na teh digitalnih medijih. In sem v bistvu izrabil in nekako poskušal še bolj raziskati ta fenomen generične lepote. In sem tako pač prišel do ideje, da prenesem to algoritmično logiko teh hipnih instagramskih podob in jih prenesem v slikarstvo. In tukaj se zgodi ta velika prelomnica in velika razlika med podobo samo, ki je lahko podobna ali povezana z vsebino digitalnih medijev, ampak ko to vstopi v slikarstvo, vstopi v prostor kontinuirane zgodovine slikarstva in funkcionira na drugačen način, kot bi sicer lahko. In zaradi tega se mi zdi, da se nekako to delo, ko sem ga že nekako nakazoval in sem že štartal pred 20 leti, ko sem raziskoval podobe, ko pridejo iz digitalnih medijev na platno, se sedaj dopolnjuje in še bolj poglobi v sam ta v bistvu 3D svet generičnih podob. Tako lahko na slikah vidimo prizore domišljijskih svetov, planetov, lahko tudi Zemlje, lahko sedanjosti, prihodnosti, podobe, ki spominjajo na kozmonavte, astronavte, podobe, ki spominjajo na Odisejo 2001, ki se ukvarjajo z bistvom materije,
nihanjem, za frekvenco. Pri tem sem uporabljal veliko momentov optične op-arta, optične iluzije, ki me ves čas zanima in sem nekako ves čas poskušam vnesti v figuraliko in počasi zori. To se pozna na slikah v obliki patternov, določenih vzorcev, ki poustvarjajo migotanje, kot pri op-artu. Samo da v figuraliki to pač je v ozadju in bolj deluje kot premikanje ekrana. Bolj sodeluje z barvami, ki žarijo in nekako poskušajo simulirati digitalni zaslon. Razlika mogoče še od prejšnjih slik je, da se nekako slike bolj dopolnjujejo z večjimi barvnimi ploskvami. Ni več dominantnih barvnih zaslonov v ozadju, ampak gre za več manjših migetajočih barvnih odtenkov, ki tako z vzorci in z barvami, tako kot sem že prej povedal, nekako poskušajo ustvarjati vibracijo, neko polje, ki vibrira in nekako združuje, hkrati razčlenjuje in združuje prostor na mogoče malo drugačen način, kot to dela tudi kubizem ali tudi impresionizem. Nekako združujem vse elemente tudi modernističnega slikarstva za dosego teh ciljev. Torej, do same podobe zadnje čase se igram z aplikacijami na telefonu. Tem mogoče razlika, ker lahko to delam na avtobusu, kjerkoli sem, da si nekako zapolnim čas in nekako se ta kreativnost potem prenese na platno. Pri tem, na primer, uporabljam v osnovi pri zadnjih slikih dripping v podslikavi. Na primer, gre za, ko grundiram platno, že nekako poskušam aktivirati samo površino z različnimi barvnimi drippingi, se pravi špricani po platnu. Potem naslednji nanosi so prosojni, tako da vse, kar je v podslikavi, proseva čez in nekako potem to zavibrira. Potem uporabljam, podobno kot pri impresionizmu, drobne pikice, ki nekako z simultanim kontrastom nekako še bolj poudarijo želene barve. In šablone z raznimi patterni, vzorci, črtastimi, ki potem še dodatno nekako ustvarjajo občutek migotanja. Pri tem uporabljam akril kot osnovno podslikavo in olje za preslikavo čez lazurnih nanosov.